Leto 2023 je gotovo zaznamoval film Barbie, ki so si ga ogledali tudi nekateri moški, ne le dekleta, saj jim je Barbie skozi lutko zaznamovala otroštvo. Kar nekaj dejstev je v tej lutki, ki je pravzaprav modna igrača deklic že od leta 1959. No, Barbie je najbolj priljubljena modna lutka, ki jih je bilo kadarkoli izdelanih. Vsako minuto se namreč proda več kot 100 lutk. Barbie se prodaja v 150 državah po vsem svetu. Pa ste se kdaj sploh vprašali, zakaj je bila koža Barbie in ostalih v filmu tako zelo lepa in sijoča? No, ni kriv samo hollywoodski make-up. V Hollywoodu namreč so pred snemanjem dali vse igralce na terapijo s fermentirano hrano. Njihova koža je torej rezultat fermentirane hrane. Če se velikokrat zgledujemo po Ameriki, zakaj se ne bi še sedaj? Zakaj ne bi trenda, ki ne vključuje kemije, vključili tudi mi? Fermentacija je eden najstarejših postopkov, uporabljali so jo že pred 7000 leti v Egiptu, pa Grčiji in na Kitajskem. Tudi pri nas smo nekoč hrano ohranjali drugače kot danes. Imeli smo naravno sol, živalsko mast, kopali smo kleti pod zemljo, se bistveno bolj zanašali na pomoč narave in naravnih bakterij, ter nismo umivali, predvsem pa razkuževali vsega pred seboj. Potem v zgodbo vstopijo štedilniki, pa skrinje, pasterilizacija, homogenizacija, sterilizacija. Priporočajo praktičnost, seveda tudi prihranijo čas, marsikomu pa omogočijo zaslužek. V zameno pa naravnim živilom jemljejo hranila in pa konec koncev življenje. Sterilno pa ne omogoča razvoja čvrstega imunskega sistema. Zato kaj delamo? Kihamo in sopihamo že ob prvi pršici ali spomladanski cvetlici. Samo s fermentacijo pa lahko zagotovimo svojemu telesu dovolj prebiotikov in probiotikov, ki bodo uravnavali naše črevesje, naš mikrobiom in tako najbolje nahranili možgane. Samo raznovrsten mikrobiom nam omogoča dobro delovanje možganov, potem dobro koncentracijo, odlično počutje in konec koncev dober imunski sistem. Vse to pa nas bo popeljalo tudi v dobro razpoloženje. Ampak kako? Vsi vemo, da lepota izvira iz notranjosti in to ni nek klišej, to so dejstva. Ko so zdravi naši organi, se to pač odraža v našem videzu. Statistika dojenčkov je zastrašujoča, saj ima kar 15 do 20% dojenčkov dermatitis. Če nimate te sreče, da ste bili rojeni vaginalno in dojeni, potem je vaš imunski sistem zares ogrožen. Potrebno je torej dodajati mikrobiom 30, ker je ta izdelek mešanica več kot 30 vrst sadja, zelenjave ter oreščkov in je to najboljša podpora za naše zdravje in za naš videz kože. Študije so tudi pokazale, da ljudje, ki dnevno uživajo 5 obrokov s sadjem in zelenjavo na dan, veliko manj obolevajo tako za srčnimi boleznimi kot rakom, manj imajo težav s preveliko težo, sladkorno boleznijo in z visokim pritiskom, predvsem pa je rezultat lepša koža. Pri težavah z kožo uporabimo moč fermentacijskega napitka in ga lepo zmešamo. Takole, najprej dodamo majčken fermentacijskega napitka in ga potem v razmerju 1:3 zmešamo z vodo. Takole. In si potem tole mešanico namažemo na tiste predele, kjer je koža problematična. Lahko kar takole direkt namažemo. In pustimo, da se lepo vpije v kožo. Za lepoto kože je seveda najpomembnejša stvar pitje vode. Zato zjutraj natešče spite 3 deci mlačne vode in vanj vmešajte mikrobiom 30, lahko pa najprej za žličko zaužijete mikrobiom in potem spijete vodo, tako kot vam je lažje. Od pomagal pri zdravju in lepoti kože pa je tudi formula za jetra in črevo, ki kot ščetka očisti naša jetra.
Jetrom in črevesu lahko pomagamo z uživanjem živil, ki spodbujajo njihovo delovanje in imajo očiščevalni učinek. Potem nam pomagajo okrepiti imunski sistem, izboljšajo prebavo ter povečajo absorpcijo hranil in eliminacijo odpadkov iz našega telesa. No, mednje pa sodijo med drugim tudi lanena semena, indijski trpotec, kumina, tukaj je tudi koriander, origano, ki ga imamo vsi v naši kuhinji, ekološki peteršilj in glina, seveda za prehranske namene. Jetrom zelo ljuba začimba je tudi kurkuma, ki vsebuje snov kurkumin. Ta aktivira proizvodnjo različnih encimov in antioksidantnih molekul in preprečuje tudi aktiviranje tistih, ki povzročajo razna vnetja. Kako kurkuma vpliva na nas. In dokazano je, da vplivajo protibolečinsko, vpliva protivnetno na nas. Poleg tega bo zrahljala vse te napetosti v sklepi, zato ker jih bo podmazala kurkuma, ko jo bomo redno uživali, oziroma kurkumin bo tisti, ki bo pomagal. Poleg tega kurkuma pomaga tudi našem živčevju, našim možganom pomaga. Ne samo tako, da jih sprosti, pa da tudi toksine izločamo lahko potem iz telesa, ampak tudi pomaga pri navezovanju novih nevronskih poti. Tako da kurkumo bi jaz vsem svetovala. A bo dovolj, da bomo recimo vsak dan, eno žličko v juhi, v proseni kaši, v različnih zadevah ali v obliki dopolnila? Tukaj tista žlička ne bo dovolj, lahko brez problema jo lahko uživamo v kuhanju, zlato mleko, kjerkoli, ampak kadar gre za večja obolenja, oziroma večjo stopnjo bolečino, je treba poseči po prehranskih dopolnilih. Pri tem je tudi nujno potrebno, da ne vzamemo samo enkrat to dopolnilo, pa si mislimo, to je to, ampak je treba kar narediti celotno kuro, najmanj 3-mesečno kuro je treba tle narediti, redno jemati vsak dan eno kapsulo, da se sploh začnejo procesi v telesu odvijati in potem tudi mi se počutimo boljše, ker se bo tudi začela sama bolečina zmanjševati. Bolj bomo, kaj bi rekla, vitalni, bolj prožni bomo, bolj pretočni bomo postali. Zadnje pomagalo do lepše kože pa so mineralne kapljice. Mineralne kapljice izjemno blagodejno vplivajo na našo kožo iz več razlogov. Kot prvo, vsebujejo naravne minerale, ki pomagajo ohranjati vlažnost kože in uravnavajo tudi proizvodnjo seruma ter zmanjšujejo izgubo vlage skozi kožo. Mineralne kapljice lahko prispevajo k izboljšanju teksture kože. Nekateri minerali so cink, selen in magnezij in imajo protivnetne lastnosti, kar pomaga zmanjševati rdečico in otekline na koži ter pomagajo pri dermatitisu. So odlične tudi zaradi svoje nežne in naravne formule. Naj omenim še to, da so brez dodatnih kemikalij in pa umetnih dišav. Mineralne kapljice delujejo kot nekakšen ščit, ki pomaga blokirati prodiranje škodljivih snovi skozi našo kožo. Nič ne bo odveč, če jih boste uživali, bo pa seveda izjemno blagodejno na vašo kožo vplivalo, če si vsak večer z mineralnimi kapljicami očistite vaš obraz. Za lepši videz kože torej pijte dovolj vode, pomembno je tudi spanje, vsekakor pa lepota izvira iz vaših organov. Zato ne pozabite na Mikrobiom 30, fermentacijski napitek in na formulo za jetra in črevo, da očistite vaše notranje organe.